Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole zdaj le odpiramo Sorino radijsko klepetalnico Na stežaj, v kateri bomo danes z velikim veseljem pozdravili Ano Petrič, direktorico Centra starejših Notranje Gorice, ki z neštetimi dejavnostmi in projekti aktivno pomaga starejšim, svojimi inovativnimi idejami ter srčnimi dejanji, pa povezuje generacije in dokazuje, da je tudi na prvi pogled nemogoče ideje, če je le volja, možno izpeljati v praksi. Več pa nam bo v nadaljevanju povedala kar Ana sama. Ana Petrič, dobro jutro, dobrodošli v naši družbi, kako ste? Dobro jutro, hvala za povabilo. Zelo dobro, moram povedati, da sem mislila, da bom več časa porabila do tukaj, ampak hvala Bogu, ni bilo tiste jutranje gužve kot običajno. Kako pa ste sicer zjutri, sploh ponedeljkovimi, ki so, pravijo, ena najtežjih, najdaljših in najbolj zahtevnih v življenju? Pri meni je ravno obratno. Jaz sem do ponedeljka, torka, sreda odlično, potem se mi pa že pozna, da vstajamo pa 4:30 zjutraj, tako da v četrtek, petek, to je bolj problematično. Se komaj zlijem iz postelje in komaj čakam soboto, da zjutraj malo pospim. Ampak kava pa je tista, ki pripomore k lažjemu vstajanju. To pa obvezno. Moram povedati, da brez kave sploh ne morem začeti dneva in ravno danes sem se nasmejala, ko sem morala iti zjutraj še tankati avto, da ko tankam in grem po kavo, se mi je že dvakrat zgodilo, da sem šla ven in ko sem bila tik pred službo, so me klicali s Petrola, da sem pozabila plačati. Ja, to so ta zgodnja jutra in vstajanja sredi noči, ampak konec dober, na koncu vse dobro. No, tudi midve bova zdaj pravzaprav začeli pri koncu, pri zadnji odmevnejši zgodbi v vašem življenju. Postali ste kandidatka oziroma nominiranka za Slovenko leta. Kaj vam to pomeni? Ja, to je pa zanimiva zgodba, kajti se mi zdi, da je to že malo spominja na predsedniške volitve. Dejansko gre za to, da potrebuješ en kup neke podpore, da moraš vse ljudi, ki jih poznaš, s tem seznaniti, da lahko potem sploh glasujejo. Jaz delam s starejšimi, tako da moji ljudje, s katerimi delam, v resnici niti ne morejo glasovati zame, kajti nimajo pametnih telefonov, mogoče res peščica, pa tudi res ne želim, da bi mogoče sebi odškrtali tisti denar za kavico, pa v zameno za to kupili revijo. Zato tukaj bolj apeliram na mlajše, na tiste, s katerimi smo ustvarili razne projekte za starejše in upam, da zberemo čim več glasov, kajti ta nominacija oziroma slučajno, če v kakšnem primeru uspe, mislim, da je samo priložnost, da lahko bolj izpostaviš področje, na katerem deluješ. In mislim, da so starejši eno zelo pomembno področje, kajti slej ko prej nas doleti, da bomo sami postavljeni v vlogo, ko bomo morali poskrbeti za svoje starše, za svoje stare starše, tudi na vse zadnje za sosede, ki nimajo nikogar, ali pa kogarkoli drugega, ki bo potreboval to vrstno pomoč. Ne, na zadnje smo pa tudi mi tisti, ki se staramo in če bo sreča mila, bomo tudi mi nekoč v tej skupini. Upam, da bo tako. Sicer me malo skrbi, zato ker s tem napredkom tehnologije in vse hitrejšim načinom življenja se mi zdi, da častimo popolnoma napačne ideologije, da na starost kar malo pozabimo, potem pa, ko nas to doleti, je pa lahko velikokrat težava. No, sami ste se posvetili področju starejših že več kot 2 desetletji oziroma prav 2 desetletji tam nekje vas spremlja področje dela s starejšimi. Zakaj ravno starejši? Kaj vas je kot, mlado študentko, mlado punco peljalo pravzaprav med starejše? Ja, verjetno to, da sem živela z dedkom pa z babico, da sem imela tudi to srečo in čast, da sem poznala tudi svojo prababico in vse to odraščanje z njimi mi je dalo razne modrosti. Všeč mi je bilo tudi, da imajo starejši izreden smisel za humor, da so iskreni, ker mislim, da že toliko nekih stvari doživijo, da jim je že popolnoma vseeno, kaj si kdo misli, ampak povejo tako, kot je, in to je meni zelo všeč. Tako da mislim, da je to botrovalo, potem pa enostavno se mi je zdaj v študiji na fakulteti za socialno delo tisto, kar me bo najbolj veselilo, kar mi bo najbolj prišlo prav, ker sem se tudi najbolj videla in mislim, da sem se odločila pravilno. Je zdaj po 18 letih aktivnega dela tudi v domovih starejših občanov tista kljukica narejena. Ana, bravo ti, dobro si se odločila. Ja, zagotovo je.
Pa naj povem, da v bistvu jaz sem 10 let prej delala v drugem centru, kot sem zdaj zaposlena, v centru starejših Cerknica. Tam sem upravljala vsa delovna mesta, previjala starejše, jih kopala, negovala, hranila, dajala jim zapit, se z njimi družila, pogovarjala in tako naprej. Tako da mislim, da mi je to dalo eno zelo dobro popotnico potem za naprej. Sedaj, ko sem pa v centru starejših Notranje Gorice, pa zagotovo bolj razumem svoje sodelavke in sodelavce, ko se enako trudijo in mi je kar malo težko, ko vidim, da je njihovo delo v resnici podplačano in premalo cenjeno in zelo hitro kritizirano, ker vem, da za tako delo moraš biti tudi človek na mestu. To ni delo za vsakogar, potrebuješ ogromno mero strpnosti, empatije, srčnosti, kajti to je delo, ki ga ne moreš zaključiti ob svojemu delovniku, ampak ga sabo neseš tudi domov, ker to so ljudje se vtisnejo v nas in pustijo neke sledi in jih ne moreš kar tako pozabiti. In prav o teh sledeh bomo kakšno več povedali tudi v nadaljevanju. Zdaj pa lovimo ritem v družbi še ene, ki je naši današnji jutranji gosti prav posebej blizu. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in v nadaljevanju z Ano Petrič, kandidatko za Slovenko leta in našo današnjo jutranjo sogovornico, sicer direktorico Centra starejših Notranje Gorice in lahko rečemo kar glasno borko za pravice in lepše življenje starejših. Klepetamo danes. Zdaj, Ana, rekli ste, da ste svoje delo s starejšimi pravzaprav začeli kot strežnica v domači Cerknici. Če se zdaj le spomniva tistih vaših prvih korakov v svet starejših, v domač dom starejših občanov, kako je bilo? Ja, meni se je zdelo strašno zanimivo, no, sicer moram povedati, da takrat je direktorica rekla, da strežnica briše sam prah, pa perilo prvaža, pa se je pa izkazalo, da dela in kup enih drugih reči, ampak moram reči, da mi je bilo zelo zanimivo, no, verjetno nikoli ne bom pozabila, kako je izgledalo, ko sem mogla na varovanje enoti, to je posebna enota, kjer so stanovalci, ki imajo zelo napredovano demenco, pa so pomični, torej se odpravljajo, ne vem, službo ali pa domov ali pa kamorkoli, kako je tam izgledalo, recimo, ko sem delala nego, ne, pač nisem imela tega predznanja na začetku, ne, in se mi zdi, da je bil to ene vrste šok zame, ne, poti, ko sem se naučila, pa sem se tudi odločila, da grem v izobraževanje, sem si tudi sama plačala neki tečajev, pa sem pa to z lahkoto delala, tako da tudi zdaj recimo nimam kakšnih večjih težav in imam en tak občutek, da bom mogla čez par let tako skrbeti za taščo pa za tasta, ki sta zdaj sicer še zelo fajna, ne, in super, ampak sem zelo hvaležna, da imam vsa ta znanja, no, če sem čisto iskrena. Koliko pa vam je poznavanje dela od tistih začetnih pa preko vseh ostalih del pomagalo oziroma vam še pomaga pri vašem delu direktorice, pri vodenju doma? Ja, ogromno, zato ker lažje razumem svoje sodelavke pa sodelavce. Moram reči, da tudi tako mogoče, kakor sem se sama počutila obremenjena v določenih nalogah, želim to njim prihraniti in zelo pomagam. Recimo tudi ena smešna situacija je bila lani, ko smo dobili nov čistilni stroj, tak za talne površine, eno ogromno mašino, ne, in so čistilke tako, pa kako bomo to, pa ne vem kaj, ne, sem bila ta prva, ki sem ga vklopila, vse funkcije sprobala, očistila en hodnik, ne, in pokazala, da ni to nič strašnega in tako, ne. In se mi zdi, da je to zelo pomembno in imam tudi eno zelo smešno anekdoto, ker jaz recimo imam rada, da je čisto, kolikor je mogoče, in če vidim papirček na tleh, normalno ga bom pobrala ali pa neko smet ali pa rajso črno od superka, ne, bom pobrisala, in to sem ves čas delala in tako, in enkrat me ena gospa vzela na piko in je bila tako zelo huda nekaj name in sem rekla, pa zakaj ste huda, ne, kaj je narobe, sem kaj narobe naredila ali sem vas kaj užalila ali kakorkoli, in je rekla, veste kaj, jaz vas opazujem, kaj vi počnete, ne. In sem rekla, ja, povejte, da vidim, če lahko rešim. In je rekla, vi za nalašč nosite kratke kikle, da potli mečete smeti po tleh, da se priklanjate in naše gospode,
vznemirjati. Ja, tako, in pol, jaz sem čisto, tu pa res ne bi hotela, pa sem zmeraj imela dostojno dolžino krila, nikoli ni bilo nad koleni, in pa sem se umirila, od takrat sem pol nekaj časa samo hlače nosila in zelo sem pazila, da me ni ona videla, da te papirčke poberam, potlika se je pa ona enkrat nažalost poslovila, pa tudi zelo sem imela rada, čeprav me je ves čas nekaj kregala neupravičeno, pa sem pa spet začela krila nositi. Ampak do takrat jih pa nisem, zato da jo nisem ob živce spravljala. Ja, drobni detajli so tisti, ki so v življenju še kako pomembni. In če smo že pri drobnih pozornostih, pravzaprav ste postali zelo odmevni, zelo prepoznavni, prav z akcijo Mala pozornost za veliko veselje. Kako je pravzaprav nastala tale akcija, s katero razveseljujete v prazničnih dneh starejše, po novem pa tudi ljudi v bolnišnicah? Ja, v resnici je ta akcija nastala tako, da z mojo starejšo hčerko Tajo sva se pogovarjala o tem, kako je babica, Vera, vedno se razveselila voščilnic, ki so prišle iz Dolenjske v Notranjsko, v Cerknico. In koliko jih ona to še celo leto ogledvala, gor so bili pa sami lepi motivi, razne smrečice, zasnežene pokrajine in tako naprej. In koliko je to pomenilo, ko je nekdo napisal neko lepo željo, da naj bo zdrava, da naj bo srečna, pa vse dobro v novem letu in tako. In to je tudi večkrat pogledala. In sva rekla, zakaj pa ne bi to naredili, za stanovalce našega centra, ker pravzaprav dostih pa ne dobi nič. Ljudje, ki so doma, dobijo pa samo položnice, pa kakšno reklamo in to je to, ker pač z razvojem tehnologije smo kar malo nehali pisati na roko te voščilnice. Zdaj pa mi mlajši si pošljemo kakšno sporočilo, kakšno elektronsko pošto, starejši pa ne. In res ta na roke pisana beseda se mi zdi, da počas kar izginja. In tako smo začeli najprej v našem centru, pa sem vas rekla, pa dajmo malo razširiti, ker sem videla, da je zadeva res dobra, da so se stanovalci vsakič znova tega razveselili. In smo rekli, dajmo najprej po 50 za vsak dom, se pravi, v Sloveniji je 120 takih socialno-varstvenih zavodov, domov v centru za starejše. In pa smo pa rekli, dajmo pa probati 21,000, če nam rata za vse skupaj. In ko nam je ratalo, smo potem to vsako leto začeli. In naj povem, da eno leto da smo jih dobili prek 60,000 in smo jih potem razdelili še v skupnost med starejše, zdaj pa potem tudi še vsako leto jih dobimo tam čez 35,000. Tako da res ena ogromna številka teh voščilnic, pa naj povem, da zaslugo za to, da smo uspešni, moram pripisati tudi vsem vašim poslušalcem, ker tudi vi ste to akcijo parkrat izpostavili in kar neki pošte pride tudi iz vaših krajev, tako da mogoče zdaj je priložnost, da se vsem vašim poslušalcem zahvalim za to sodelovanje. Odlično, vedno znova z veseljem. Je pa ta akcija dosegla, lahko rečeva, tudi nek višji namen. Ni samo razveselila starejših, ampak povezala tudi skupnosti, spodbudila mlade, najmlajše družine, da so ustvarjali. Ja, res je. Prvotno je bil namen te akcije oziroma tega projekta razveseliti starejše, potem smo pa ugotovili skozi leta, da vedno več ljudi se že pred začetkom tega projekta obrača na nas in nas sprašuje, če bo tudi letos, in da se povezujejo celotni kolektivi, recimo, tudi zelo zanimivo, sicer žalostno, ampak hkrati pa spodbudno, da recimo otroška psihiatrija, v klinični center, da vsako leto napišejo ogromno voščilnic v sklopu njihove terapije. Ali pa recimo, Vrhovno sodišče, ki imajo malico, da napišejo vsak eno voščilnico, ali pa tudi kakšen radio. V resnici pa največ sodelujejo šole, vrtci, družine, ki se takole zvečer ob zimskih večerjih usedejo pa ustvarjajo ta voščila. Tako da Mala pozornost za veliko veselje pravzaprav postal največji slovenski medgeneracijski projekt. In sem zelo ponosna na to in na vse ljudi, ki sodelujejo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Klepetamo danes z Ano Petrič, kandidatko za Slovenko leta in direktorico Centra starejših Notranje Gorice. Prej smo omenili akcijo Mala pozornost za veliko veselje, ta pa, kot rečeno, ni edina vaša. Na prvi pogled morda malo nora ideja, ki je našla pot med ljudi. Tudi otroški vrtec v domu starejših, pravzaprav v enem takem gerontološkem centru pri vas, bi lahko rekli, je ideja, ki zelo dobro živi. Odkot vam take ideje, take zamisli? Ja, v resnici vrtec v domu to ni prav nova ideja, to v tujini že imajo.
In mislim, da v Sloveniji je največkrat težava zato, ker imamo zelo zapletene postopke, kar se birokracije tiče, pa ker se bojimo novosti. Tako da jaz sem dala že 7 let nazaj predlog naši upravi, da bi lahko imeli vrtec, zato ker mi precej medgeneracijsko sodelujemo tudi z vrtci, ki so v bližini centra, pa s šolami, pa s fakultetami in vidim, da takrat, ko pridejo otroci, se mi zdi, da starejši kar nekako malo pozabijo na svoje težave, pa se vživijo v te otroke, pa se jim smejijo, pa jih opazujejo, pa sodelujo z njimi in tako in to tudi zelo blagodejno vpliva na njih. Mislim, na oboje, na otroke in na starejše. No, in lani pa tudi dozorelo, naša uprava je rekla, ok, lote se tega, tako da smo v bistvu s 1. septembrom odprli vrtec, uredili prostore, oddali v najem Montessori vrtcu iz Ljubljane, Angelinem Montessori vrtcu in ne povem, da sem še sama, pa sem zelo optimistična bila, presenečena nad dobrim odzivom stanovalcev in na tem, kako so otroci zdaj vpleteni v program in kako sodelujejo s stanovalci. So hodniki in sobe v domu starejših občanov tudi zato bolj živahne? Ja, fajn je, zato ker mi v bistvu imamo 4 stavbe, A, B, C, D in v zadnji stavbi D, zato da ima tudi ta vrtec ogromno površino, zunanjo igralno, je ta vrtec nameščen, zdraven sta pa recimo prva 2 soseda in mogoče za njiju sem se najbolj bala, kako bosta odreagirala, da bo tam v bližini vrtec. In ne povem, da sta zdaj ona 2 največ v vrtcu. En gospod Gorenc, on speče štrudel, pa ga nese v vrtec, pa potem povabi vse skupaj k sebi na kakav. Potem tudi drugi stanovalci, zelo zanimivo, ker je zraven tudi ena trgovinca, hodijo po pingu sokce za te otroke, pa gibalne urice imamo skupaj. To je zelo zanimivo, zato ker recimo tudi naše strokovne delavke lahko potli sodelujejo. Se pravi, fizioterapeutka gre enkrat tedensko v ta vrtec skupaj stanovalci in gibajo skupaj. Potem recimo decembra smo imeli ribiča Pepeta na obisku in so takoj prišli tudi otroci zraven, pa čuke, da so malo plesali, peli in tako naprej. Tako da zelo mislim, da stvari res tečejo tako, kot bi mogli. In jaz bi si zelo želela, da bi se ta praksa razširila tudi drugam. Pa ne samo ta, še en zanimiv projekt ste imeli, pa ne vem, kako naj to imenujem, počitniško delo, radovednost na obisku, apartma v domu ste ponudili obiskovalcem v zameno za pomoč pri vas v domu. Ja, res je. Ta projekt se imenuje Počitnice v zameno za prostovoljno delo. Zastavila sem ga pa tako, da sem v bistvu dala razpis, da se lahko vsakdo, ki želi nekaj plemenitega, lepega, solidarnostnega narediti za starejše, da se lahko prijavi za počitnice. Te počitnice so potekale teden dni. Vsak, ki se je prijavil, smo ga potem tudi povabili na razgovor, izbrali ustrezne kandidate. Naj povem, da smo imeli od študentov do upokojenk, do delovno aktivnih kandidatk, vse so bile strašno zanimive, vsaka je imela neke svoje sposobnosti in po 2 na teden so bivale v tem apartmaju, se pravi, imele so dnevno spalnico, kuhinco, kopalnico, pred sobo 2 balkončka in pa služben avtomobil na voljo, da lahko kam tudi stanovalci zapeljejo in kar so morale narediti je samo to, da se 3 ure dnevno pogovarjajo, družijo ali pa spremljajo na sprehodu stanovalce. Ko so pa zaključile to bivanje v centru, se pravi v petek, so pa pripravili eno točko. Recimo profesorica glasbene vzgoje je imela koncert za vse stanovalce, potem študentka farmacije je s stanovalkami izdelovala kreme, pa potem smo imeli eno gospo, ki se ukvarjala s zdravilstvom in imela razne terapije s nekimi posodami in gongi in tako naprej. Tako da prav vsak izmed teh kandidatov je imel neko posebnost, ki jo je potem implementiral v naše delo v centru. In tako kot z voščilnicami, ko smo mislili, da bo to samo za starejše, smo potem v nadaljevanju ugotovili, da je bilo zelo koristno tudi za te vse kandidate, ki so v centru opravljali prostovoljno delo, kajti vsi so imeli doma starejše ljudi in so se v našem centru naučili, kako se jih da varno na voziček, da pri tem ne poškodujejo sebe, pa tudi njih ne, kako recimo se nekomu da pravilno zapit, kako se pomaga pri nekomu
kako se komunicira z nekom, ki ima na primer demenco ali pa milijon nekih drugih takih drobnih reči, ki recimo jih nek laik ne more vedeti. Tako da ta projekt je bil zagotovo eden izmed bolj uspešnejših in lani sem malo razširjenega, malo posodobljenega predlagala tudi za primer, ko je bilo veliko govora o tem, da v domovih primanjkuje kadra, hkrati pa študentskih postelj v Ljubljani oziroma v večjih mestih, kjer so srednje šole in fakultete. Da bi lahko vsak tisti dom, ki ima prazne postelje, prazne sobe, lahko ponudil to namestitev vsem tistim študentom in dijakom, ki so ostali brez te namestitve, enako v zameno za prostovoljno delo. In vem, mogoče tukaj, kakšen si mislijo, kako pa bi šlo to skupaj študentje, pa starejši ljudje, ampak sej enako bi za njih obstajal hišni red, enaka pravila in jaz mislim, da tudi se ne bi javil nekdo, ki bi imel neke slabe namene, ampak nekdo, ki bi zopet želel nekaj prispevati in vem, da bi se ogromno naučil. In s takimi projekti bi lahko tudi dolgoročno vplivali na boljšo situacijo starejših v Sloveniji in na boljše razumevanje strani mlajših vseh teh potreb, ki jih imajo starejši. No, glede na povedano in glede na vse projekte, ki ste jih zastavili in predlagali, za vas besedna zveza ni mogoče, to se ne da, ne obstaja. Ja, jaz v meri poizkusam, no. In mislim, da je prav tako, ker recimo kdo reče, to je usoda, ne da se, ni mogoče, jaz meri rečem, dajmo najprej poskusati, pa bomo potem govorili, kaj je možno, pa kaj ni možno. Jaz mislim, da se vse da, samo prilagoditi treba in v vsaki stvari, ki se jo lotiš, moraš imeti neke dobre namene. Seveda ne moraš iti z glavo skozi zid, ampak mislim, da pa ni fajn, da kar takoj odnehaš, in da se prepustiš in da rečeš, da pač ni možno, no. In o tem, kaj vse je še možno, tudi z malimi koraki narediti, bomo govorili v nadaljevanju, zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Na stežaj odpiramo vrata v delo in življenje Ane Petrič, direktorice Centra starejših Notranje Gorice, ženske z neverjetno energijo, ki pravi, da jo čaka še ogromno dela in je hkrati tudi kandidatka za letošnjo Slovenko leta. Ana Petrič, nekaj sva že povedali o vas in vašem delu in o zanimivih projektih. Eden, ki je morda tak prav poseben, pa je Željo mobil, ne? Tega še nimate, je pa en tak zanimiv projekt, ki bo uresničeval želje. Na kakšen način? Ja, v bistvu ta Željo mobil je nastal tako, da jaz sem imela detka, ki je glih v času korone zbolel in takrat seveda ni mogel priti do zdravnika in je ratal popolnoma nepokreten. In kar precej dolgo smo za njega doma skrbeli, potem je bilo pa to v zmeri teže, ker jaz sem mogla v službo hoditi, babica je bila preveč šibka, da bi za njega skrbela, teta je imela še vnuke, moja mama ima otroka, ki ima posebne potrebe in tudi enostavno pač ni šlo. No in on je takrat mogel iti v dom in če sem čisto iskrena, si tega res ni želel, ampak ni šlo drugače, tudi nobene vrste pomoči se ni dalo dobiti, ker so se ljudje takrat bali en drugega, no in ko je bil v domu, si je želel, da bi šel pa še enkrat domov, ker seveda doma imamo vse svoje spomine, vse svoje predmete in pač vse svoje življenje, In takrat sem se odločila, da ga s svojim osebnim avtomobilom peljem domov, ker je bil ta prevoz reševalni, če bi ga naročila, zelo drag, prek 100 evrov pride recimo za tisto kilometrino, ne vem, pa še neki se šteje čas. In ko sem ga nalagala v avtomobil, sem videla, kako je to težko, kako je on trpel, pa tudi jaz, ker je bil zelo težak. In takrat sem prišla na idejo, da bi v resnici mogli imeti v Sloveniji, to je tudi po vzoru iz tujine, vsaj en ali dva taka avtomobila za izpolnjevanje želja starejših, tistih, ki so v domovih, pa si zelo, zelo želijo iti v domači kraj, oziroma domov pogledati, kako je še, ker imajo tam pač vse svoje spomine in vse, kar je bilo prej vezano na njihovo življenje, dokler niso prišli v dom ali pa center za starejše. In takrat smo potem začeli razmišljati v to smer, da bi potrebovali vozilo, ki je prilagojeno osebam, ki so težje pomične, vozilo mogoče, v katerega bi lahko zraven se usedel tudi svojc in da bi lahko omogočili ne samo to, da gredo domov za en dan ali pa da obiščejo dom, ampak da izpolnimo tudi še kakšno drugo željo, recimo
recimo, če bi si kdo zaželel iti, ne vem, v Kranjsko goro, še zadnjič gore pogledati ali pa mogoče zadnjič na morje ali pa pač nekam na izlet, da mu nekaj posebnega omogočimo. In tako pravzaprav med tem, ko čakate na ta avto, vi to pravzaprav že počnete, ne? Kot nekakšna dobra vila starostnikov zdaj, a je to premik postelje ven pod drevo, ali je to glasbeni mikrofon ali kaj drugega, to pravzaprav niti ni pomembno. Ja, v resnici že ves čas neke majhne premike delamo, mogoče že s tem, da smo naročili kar nekaj počivalnikov že par let nazaj, tako da tiste, ki pa res ne zdržijo v invalidskem vozičku, da jih damo na te počivalnike, drugače pa, da se s sodelavkami in sodelavci zelo potrudimo in iz centra s posteljami peljemo stanovalce ven pred center pod drevesa in mogoče malo tako čudno zaslišati, ampak ne bi mogli verjeti, koliko jim to pomeni. In z njimi ste ga, lahko rečeva, kar dobro zažurali in ustvarjali nepozabne spomine tudi v prazničnem decembru. Kako pestro je bilo pri vas? Tudi, naj povem, da je bilo zelo pestro, da smo imeli zelo bogat program po 3-4 aktivnosti dnevno. Seveda na spletno stran ali pa na družabno mreže smo dali samo take aktivnosti, kjer so stanovalci skupinsko bili udeleženi, tistih, ki so se dogajali po sobah, pač nismo, ker res ne želimo stanovalcev, ki so v slabem psihofizičnem stanju izpostavljati. Organizirali smo tudi koncert na strehi, tako da res lahko vsi slišijo, vsi tudi po sobah, v skupnost in ja, precej se je dogajalo. Zelo težko bi vse naštela, ker se trudimo, da bi res vsak nekaj našel zase, zato imamo pa tudi čez 400 aktivnosti letno, pa to niso tiste aktivnosti vsakodnevne, se pravi telovadba, vaje za spomin, vaje za ravnotežje in tako naprej, čajanke, ampak to so koncerti, delavnice, pač posebne stvari, ki se mi zdi, da so zelo pomembne, kajti starejši imajo tudi radi zabavo, radi se družijo, radi imajo zanimive goste in mi se res trudimo, da bi jim tu v največji možni meri pač ugodili. Če pogledamo v prihodnost, je meja pri vas, lahko rečeva, samo nebo? Kaj pa vem, zelo se trudimo, ampak naj povem, da mislim, da imamo še ogromno stvari za postoriti. Ko premišljujem, recimo ravno sedaj, par dni nazaj me je klical en gospod, sin od enega stanovalca, pa je rekel, je mislil, da je dobil recepcijo, ker moja številka je tam za nujne zadeve, tako da sem na tekočem, pa je rekel, lepo vas prosim, če lahko nekoga obvestite, da me danes zvečer ne bo, da bi nekdo pomagal očetu pri večeri. In potem razmišljam, da v resnici stanovalci v vedno bolj slabših fizičnih in psihičnih stanjih hodijo v domove, ampak stanje, kar se tiče kadrovskih normativov, se pa nič ne spremeni. Se pravi, ljudje potrebujejo vedno več pomoči, ampak zaposlenih je pa enako ali pa vedno manj, glede na to, kar spremljam, kaj se dogaja po domovih v Ljubljani, ko imajo proste postelje, stanovalcev pa ogromno. Tudi ogromno klicev v stiskah, pa ne moremo pomagati, zato ker enostavno je vedno manj ljudi, ki bi se ukvarjali s starejšimi in ki bi delali na tem področju. Mislim, da je tukaj še ogromno dela, tudi kar se tiče spremembe plačilnih razredov, nagrajevanja, delovnih pogojev in tako naprej. Vidim pa mogoče rešitev tudi v temu, da domovi začnemo z izobraževanjem svojcev, z izobraževanjem skupnosti, pač z opozarjanjem, z ozaveščanjem, ker kot so se pogovarjali na začetku, vsi bomo enkrat na tej točki, ko bomo potrebovali pomoč. In takrat bo fajn, da bo lahko starost tudi lepa in jesen življenja, kar se da bogata, tako kot življenje samo, ne? Res je. Mogoče tukaj lahko še izpostavim to, da mi imamo že par let terapijo s pomočjo umetnosti. 7 let nazaj je ena naša sodelavka, ki se sicer tudi ukvarja z glasbo, začela prepevati osebam, ki so v paliativi in takrat smo videli, koliko jim to pomeni, da nekateri začnejo jokati, nekateri se nasmihajo, nekateri se spominjajo lepih reči in potem smo s tem nadaljevali. Sedaj imamo pa tudi že kar nekaj let zaposleno animatorko, ki bo pa vsak čas magistrirala prav z tega področja, terapija s pomočjo umetnosti in v času, ko nam je bilo vsem najhuje, v času covida, ko smo bili omejeni na vse, smo mi intenzivno izvajali likovne
delavnice in stanovalci so lahko izražali svoja čustva s ustvarjanjem, s slikanjem, z risanjem in tako naprej. Seveda smo imeli zdraven tudi psihoterapijo pa svetovanje strani kliničnih psihologov in tako naprej. Ampak mislim, da če tega ne bi imeli, ne vem, kako bi to prenesli kot smo, in naj povem, da ne vem, če se spomnite, da smo imeli tudi ogromno nekih gostov, pa ne samo mi, glasbenih, ki so igrali pred domovi. Tako da jaz sem prosila kar nekaj glasbenikov, Evo Hren, Žiga Laknerja, Rebeko Dremelj, Dunja Vrhovec je po Koroški igrala. Mislim, res ni da ni, no, so se trudili glasbeniki, da bi polepšali tiste najtežje dneve starejšim. No, in hvala Bogu, da je bilo tako, ker mislim, da bi bilo drugače stanje še bistveno slabše, kot je bilo. In prav po zaslugi takih ljudi, kot ste vi, bo poskrbljeno tudi za to, da nam bo vsem, ki se bomo starali in postarali v bodoče, lažje. Ana Petrič, hvala lepa za tale današnji klepet. Vse dobro, uspešno delo želim. Za konec pa dajva izkoristiti tole priložnost, pa naše poslušalke in poslušalce spomniti tudi na to, da lahko za vas glasujejo, na kakšen način vam lahko morda pomagajo narediti korak bližje k nazivu Slovenke leta. Ja, jaz se vam najprej zahvaljujem za vabilo, pa naj povem, ker me tako lepo pohvalite, ne, da v resnici ne bi mi vsi mogli pohvaliti vse te negovalke, čistilke, strežnice, hišnike, serverke in drugo osebje, ki dela za minimalne plače ali pa se jim do minimalne plače celo doplačuje, in jaz pravzaprav se zauzemam za njih, in se izpostavljam za njih, da bi izboljšala situacijo in za vse starejše. Tako da oni si zaslužijo pohvalo in vsi tisti svojci, ki doma skrbijo za svoje starše in stare starše. Mislim, da je to delo težko, ampak zelo plemenito in njim gre vsa ta zahvala. Kar pa se tiče mene, pa bom zelo vesela in počaščena, če mi bo kdo namenil svoj glas. Glasuje se lahko vsak dan prek telefona in računalnika do 20. februarja in seveda so zelo pomembne tudi glasovnice iz revije Jana. In vsak, ki bo namenil glas meni, bo pravzaprav namenil glas starejšim in tudi sam sebi, kajti tako, kot sve že sklenile, vsi smo na tej poti in resnično si želim, da bi se to področje majčkano bolj uredilo. Hvala lepa za tole misel, hvala lepa tudi za tale klepet. Vse dobro in verjamem, da kmalu spet nasvidenje pred našim mikrofonom. Hvala vam, nasvidenje.